Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazno pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat gostimo župana mestne občine Velenje, z nami je Peter Dermol. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. Lep dober večer vam in seveda vsem, ki nas gledajo, ki vas spremljajo. Gospod župan, danes nismo v prostorih VTV vaše televizije Velenje, niti v prostorih mestne občine Velenje, ampak smo izbrali, lahko rečemo, protokolarno stavbo Vilo Bianco, na katero ste pa še posebej zelo ponosni. Pravzaprav gre za stavbo, ki stoji na vhodu našega mesta in je tudi prvi pokazatelj, v kakšno mesto je pravzaprav posameznik prišel, in izgled Vile Bianca je pravzaprav fantastičen. Notranjost je še lepša, še boljša. Tokrat so tukaj v poročni dvorani, kjer so se že mnogi seveda zavezali k skupnemu življenju in upam, da uživajo v sreči. In to je na nek način tudi vhod v staro Velenje, ki ste ga letos prenovili. O tem bova kakšno besedo več rekla v nadaljevanju, sicer pa bomo tekom današnje oddaje gledalke in gledalci spregovorili o večjih investicijah in aktualnih razmerah v mestni občini Velenje. Gospod župan, kako ocenjujete leto 2021? Ja, zdaj v družbenem smislu vemo, da bi lahko bilo veliko boljše, da je pravzaprav leto, ki na nek način je v družbena razmerja vsekakor vneslo neke pore, kar ni najboljše, ampak kljub temu se mi zdi, da je še vedno med nami dovolj ljudi, ki se tega zavedajo in ki imajo željo, težnjo, motivacijo, energijo za to, da seveda te pore zakrpamo in da poskušamo tvoriti resnično močno, enotno skupnost, v okviru katere seveda lahko sprejemamo potem tudi težke odločitve. Kar se tiče pa mestne občine Velenje in našega delovanja znotraj naše lokalne skupnosti, pa lahko rečem, da sem izjemno ponosen, da smo pravzaprav začrtane cilje dosegli, presegli. Imeli smo skozi leto tudi nekatere sladke skrbi, da smo z dobrim poslovanjem zagotovili še dodatna sredstva, zato smo sprejeli tudi rebalans proračuna in še neke dodatne želje naših občank in občanov umestili v proračun. Tako da lahko rečem, da sem izjemno zadovoljen, ponosen na Velenje, ponosen na občanke in občane in seveda tudi na svoje sodelavce. Torej zelo pestro, zanimivo leto. Korona čas, kaj pa tukaj naredil ta čas? Ja, čas je vsekakor pokazal, da smo ljudje ranljivi, da so krizne situacije nekaj posebnega, da je potrebno biti na krizne situacije pripravljen vedno, tudi če se ti niti sanja ne, da bo naslednji dan nastopila. In mi je včasih kar težko, ker se pravzaprav že vsak posameznik postavlja v vlogo nekega strokovnjaka, želi biti odločevalec, pa zato nima seveda nekih kompetenc. In tudi osebno sem velikokrat v tem letu dni razmišljal o tem, kaj pravzaprav kot župan, kot funkcionar, na kateri funkciji sem in kot strokovnjak iz nekega področja lahko prispevam k temu, da na nek način pomagam znotraj te zdravstvene krize. In enostavno nimaš kaj drugega, kot da slediš ukrepom, ki so seveda dani na mizo. Rajši imam, iskreno povedano, da so to ukrepi, ki bi jih komunicirala in predlagala izključno stroka. Politika, mislim, da smo priča, da si je mogoče prevzela prevelik del pomembne vloge v tej zdravstveni krizi in se mi zdi, da bi predvsem stroka morala tukaj govoriti. In če bi stroka govorila, bi bilo zaupanje ljudi v vprašanja, ki so družbenega in ključnega pomena v tem trenutku, tako vprašanja do cepljenja, do vseh ostalih segmentov, ki se pravzaprav odpirajo, veliko bolj lažje dosegljiva. In ljudje bi imeli veliko večjo mero zaupanja v vse to. Tako pa žal je nekoliko drugače. Osebno pa nikoli se nisem želel postavljati v vlogo odločevalca, v vlogo zdravstvenega strokovnjaka, zato imamo zdravstveno stroko. So konec koncev strokovnjaki, so plačani za to in to je njihova odgovornost,
da to odgovornost tudi prevzamejo in seveda povedo, kaj je potrebno v teh kriznih časih postoriti, zato da kot družba seveda pridemo zdravi čez vse te čeri in potem gremo dalje. Ključno ali pa predvsem pomembno se mi pa zdi, in to me tudi zelo bode, da pravzaprav se ne sprašujemo več, odkot in zakaj je ta virus prišel, ampak se predvsem ukvarjamo danes s tem virusom in z medosebnimi odnosi in mislim, da tudi vzroke je potrebno najti in da pravzaprav se ti vzroki ne bi v prihodnosti seveda ponavljali. Gospod župan, poznani ste po tem, da imate veliko srce za sočloveka, da znate prisluhniti. So se tukaj pojavile tudi socialne stiske. Se ljudje obračajo na vas. Kaj jih najbolj tare? Kaj potrebujejo v tem času? Lahko rečem, da je pravzaprav vsakodnevno prihajajo takšne in drugačne pobude, želje, problemi posameznikov, ki so zelo težki, to moram iskreno povedati. Žal je med njimi tudi nekaj takšnih, ki pravzaprav že pri prvem stiku pričnejo z napadom, obtoževanjem, grožnjami. Tudi to je pravzaprav zelo pogostokrat slišati, tudi občutiti. Je pa tako, pomagati je potrebno vedno in povsod. Tega se osebno zelo dobro zavedam, to pričakujem tudi od svojih sodelavk in sodelavcev, čeprav iskreno povedano, da so velikokrat že na robu svojih zmogljivosti, psihičnih, mislim, ker ti pritiski so včasih resnično posameznikov zelo veliki, zahteve prevelike glede na tisto, kar v nekem trenutku in za kar imamo pravno podlago lahko damo, tako da so tukaj razmere, lahko rečemo, kar krizne včasih. Ampak zaenkrat jih dobro rešujemo. Je pa seveda veliko birokratskih zapletov, marsikomu bi lahko veliko lažje, veliko enostavneje pomagali, pa žal je zakonodaja takšna, kot je in tukaj imamo pa kar nekaj teh ovir, preko katerih pravzaprav kot lokalna skupnosti ali pa kot župan ne more iti. No, Velenje je znano po organizaciji in to zelo dobrih številnih dogodkov. Letos sicer omejitve, ampak nekaj dogodkov ste pa vseeno zelo uspešno izpeljali tudi pod streho. Ja, vsekakor smo se trudili. Mi smo vse skozi v pripravljenosti. Zdaj smo kar leto dni na nek način se ukvarjali s tem, kako bomo dogodke v prihodnje organizirali. Zelo sem vesel in ponosen, da so se javni zavodi med seboj še bolj povezali, da pravzaprav sedaj že na mesečni ravni sedijo skupaj in razmišljajo, kakšne dogodke speljati, na kakšen način, kako jih pravzaprav organizirati, kakšna je naloga, vloga posameznika in to je tisto, kar potrebujemo. Ukrepi so pa ukrepi in vedno je sedaj vprašanje, kako boš naslednji dan lahko izpeljal kakšen dogodek. V tem decembrskem času se mi zdi zelo pomembno, da smo izkoristili te priložnosti, ki so nam bile v nekih okoliščinah dane, da smo organizirali različne sprejeme, da smo konec konca tudi okrasili naše mesto, prižgali naše lučke in jaz mislim, da je to tisto, kar lahko v nekem trenutku damo našim občankam in občanom, da to tudi storimo. To čutim, da ljudje spoštujejo, sem pa prepričan, da lahko Velenje in da bo Velenje v prihodnosti seveda pokazalo tisti pravi festivalski značaj, kulturni značaj, umetniški. Pravzaprav imamo vse, kar imajo veliki, če bi v šali povedal, in sem prepričan, da bo to v prihodnje, ko bo enkrat teh ukrepov konec, še kako znano. Gospod župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, kljub temu, da je letošnje leto precej naporno, kot ste omenili že, se pa lahko pohvalite, da ste dobili številna priznanja. Naše mesto je res lepo mesto. Naše mesto je pravzaprav najlepše mesto. To nam mnogi priznavajo. Kvaliteta bivanja je izjemno visoka. Pravzaprav imamo vse, da lahko posamezna družina tukaj živi, da lahko deluje, da lahko družina tudi obišče ta kraj in na to smo seveda ponosni. To na nek način dokazuje tudi mnoga priznanja, nagrade, ki jih prejemamo. Tudi v letošnjem letu teh ni manjkalo, smo drugo najlepše in najbolj gostoljubno mesto.
poseben status v letošnjem letu, ki mi je segel v srce, je pravzaprav, da smo postali mesto kot ljubitelji oziroma ljubljenci ljudskih src, kar seveda pomeni, da je širša javnost glasovala, katero občina bi pripadala to priznanje in dobilo ga je Velenje. In to je nekaj najlepšega, torej smo navzven prepoznani tudi takšni. Še vedno se tu pa tam pojavlja, da je naše mesto seveda industrijsko mesto, črno mesto, temno mesto, ampak ravno s temi nazivi mi delamo ta preboj in navzven kažemo našo podobo in ljudje, ki pridejo potem k nam, seveda nam to tudi povejo in da resnično smo v zelo lepem mestu. Imamo najboljše naravno kopališče, mislim, da že 4., 5. leto zapored, že težko šteti. Istočasno smo postali najbolj varno mesto, pa obnovili smo certifikat mladim prijazna občina. Vse to so nazivi, ki ne pomenijo, da ti nekdo naziv kar tako podari, ampak enostavno za vsak posamezen naziv moraš imeti programe, moraš imeti ukrepe in moraš imeti potem tudi sodelavke, sodelavce, različne institucije, organizacije, ki potem te ukrepe implementirajo v naše okolje. In če si pri tem uspešen, seveda potem je to prepoznano in iz tega sledijo potem vsi ti nazivi, ki jih imamo. Se pravi, Velenje je konec koncev mesto s srcem in to, kar ste omenili, varno mesto, da se občanke in občani tudi dobro in varno počutimo. Ja, še vedno so kritike in tudi mi občutimo tu pa tam kakšen vandalizem. Tudi v mesecu decembru se je nekajkrat to pojavilo. Verjetno bo zelo težko seveda vse to omejiti do popolnosti, ampak z različnimi ukrepi bomo poskušali iskati nekatere rešitve. Tudi pri svojih obiskih, ki jih imam po različnih mestih po Evropi in tudi širše, kjer so predvsem nanašajo na prestrukturiranje in na podobna vprašanja. Veliko kot povprašamo tudi po sami varnosti, po samem nadzoru mesta in tukaj se opada pravzaprav z prihodnim razvojem mesta, ko bo potrebno seveda še bolj delovati na področju digitalizacije, na področju pametnega mesta, na področju nadzorovanja lastnine, ki je v javnem interesu in to so skrbi, ki jih imamo za v prihodnje. Prepričan pa sem, da smo do tega trenutka že veliko tega postorili. Tudi zaradi tega seveda ta naziv najbolj varno mesto in lahko rečem, da tudi na sami podelitvi sem prejel osebno kar nekaj vprašanj, kako nam je to uspelo, tako da ja, smo očitno tudi na tem področju zelo dobri. Stavite na turizem, zato ste se tudi lotili celovite priprave strategije, ki jo bodo obravnavali tudi svetnice in svetniki. Turizem je ena izmed pomembnih panog, ki bo seveda skozi čas se razvijala. Danes smo pravzaprav naredili mogoče prvi korak ali pa drugi korak na področju razvoja turizma do tega, da bi turizem bil ena najpomembnejših gospodarskih panog, ki je pa seveda še zelo veliko časa. Mislim, da moja generacija seveda bo težko dosegala ali pa dočakala ta trenutek. Naša odgovornost danes pa je, da poskušamo resnično počasi in korak za korakom razvijati turizem. Zato smo tudi pristopili k temu, da pripravljamo novo strategijo razvoja turizma. Vemo, da so se okoliščine v zadnjem obdobju izjemno spremenile, da je v začetku kazalo na področju turizma zelo dobro. Danes zaradi te korona krize je seveda situacija nekoliko drugačna, tako da tudi statistični podatki, ki jih gledamo za zadnje lete ali pa 2 leti, so seveda nekoliko, bom rekel, bolj neuradni ali pa ne izkazujejo dejanskega stanja, kar bi lahko bilo. Turizem pa postaja pomembna panoga, tega se moramo zavedati in del prestrukturiranja ali pa del nadomestnih delovnih mest lahko iščemo tudi v turizmu. In to pa je seveda naš cilj, ko smo sedaj razpravljali o tem, kako želimo turistu prikazati naše mesto, sovpada to pravzaprav s tem, kar sem že prej povedal, da je naše mesto družinsko mesto
in da je potrebno tudi turizem razvijati v tej smeri, da je mesto, ki je prijazno družinam in da moramo seveda tudi v prihodnje sedaj vse investicije, vse načrte, ki bodo prilagajati temu. To pomeni, da moramo vlagati v, bom rekel, igrala, otroška igrala, kjer lahko seveda istočasno se rekreirajo od najmlajših do najstarejših. Moramo poskrbeti za to, da bodo nove stanovanjske gradnje grajene tako, da bodo prijazne družine, da bomo imeli hotelske kapacitete, nočitvene kapacitete za turiste prilagojene temu. Skratka, tukaj se potem odpre veliko ostalih segmentov, kjer je potrebno seveda upoštevati vse to in so to neke vrste sladke skrbi. Če vemo, kaj želimo doseči, potem sem prepričan, da bomo to tudi dosegli, moramo pa vedeti, kaj je potrebno seveda v tem trenutku narediti. Če sva ravno pri turizmu, pa glede na to, da je zdaj čarobni december, ta lep mesec, ni lepšega pogleda, ko se pripeljemo s celjskega konca proti Velenju, ta naš čudovit Velenjski grad. Ja, res je, ta je nekaj posebnega, se mi zdi, da z katerekoli perspektive ta grad slikaš je fantastičen in je to tudi, lahko rečemo, ena turistična znamka, tudi vsebine, ki so v njemu, so seveda zelo nostalgične, marsikaj se lahko naučiš, marsikaj zanimivega vidiš in sem vesel in tudi ponosen na ekipo, ki deluje znotraj muzeja Velenje, ki so pravzaprav odlični v nekaterih segmentih z idejami. Ideje imajo seveda veliko več, kot jih lahko v nekem trenutku realiziramo, ampak vsekakor, če so ideje, potem moramo pripraviti projekte, potem moramo pripraviti tudi same vsebine in seveda poiskati ustrezne finančne vire. In verjamem, da na tem področju imamo kar nekaj izzivov, še o mnogih smo že govorili in če bomo to implementirali v naše okolje, potem bo zelo zanimivo tako za domačine, kot tudi za tuje goste. Treba je priznati, da kot župan, ko ste prišli na to delovno mesto, ste prinesli mladost, svežino in da se pravzaprav dotikate vseh skupin tukaj v mestni občini Velenje. Mladih, starejših, mladih po srcu, bova rekla. In v letošnjem letu ste izvedli številne forume preko spleta. Zakaj ste se lotili tega? Meni se zdi zelo pomembno, da sem župan, ki se pojavlja med ljudmi. Situacijo oceniti, sprejeti odločitev v neki pisarni, pa se o tej odločitvi ne prepričati, je seveda zelo težko in tudi neodgovorno. Mi smo priča mnogim odločitvam danes na državni ravni, raznih uradnikov, ki sedijo po ministrstvih, ki sprejemajo odločitve, ne da bi se prepričali, kaj se na primer v nekem okolju, v nekem delu našega mesta dogaja, pa njihova odločitev izjemno vpliva na naš razvoj, na naša življenja, na posameznika in osebno si tega ne želim, ne smem si tega privoščiti. Če sem iskren, je včasih zelo naporno delo z ljudmi, delo med ljudmi. Sodelavke in sodelavci so me na začetku tudi, saj tako sem imel občutek, kar nekoliko začuda gledali, kaj vse in kam bi želel iti, ampak ko smo na nek način vzpostavili ta sistem, je vse skupaj veliko lažje. Mi smo s temi generacijskimi forumi dosegli ravno to, da lahko do neke ciljne skupine dosegamo, z njimi komuniciramo in pravzaprav v nekaj urah pridemo do ključnih ugotovitev in tudi pomembnih rešitev. In to se je pokazalo zdaj na vseh treh generacijskih forumih, tako z mladimi, z starostniki in seveda tudi forum, ki je bil na področju izobraževanja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ključna področja, ključne tematike, ki se v nekem trenutku pojavijo, da enostavno naredimo generacijski forum, povabimo vse deležnike, jim damo možnost, da povedo, kje so težave in da skupaj potem zastavimo, kako naprej. Ne želim pa seveda, da bi sprejemal enostranske odločitve, ki bi terjale na nek način veliko odrekanja, veliko energije, učinka bi bilo pa premalo. Učinkovitost mora biti pravzaprav vse posod pri sodelavkah, sodelavcih, kot tudi pri posameznih projektih, vsebinah, programih, ki jih vodimo in
takrat lahko rečemo, da smo pravzaprav dali našemu mestu največ, kar smo lahko dali. Pri teh forumih ljudje radi sodelujejo, se hitro odzovejo. Kakšni so potem ponavadi zaključki? Lahko rečem, da sem bil kar pozitivno presenečen. Pravzaprav so ti forumi edinstveni v Sloveniji in že na prvem forumu, ko smo ga imeli z mladimi, je bilo izjemno pozitivno vzdušje, izjemno veliko število mladih, ki so se želeli vključiti v razpravo in pravzaprav smo dobili potrditev vsega tistega, kar smo vedeli, da bi bilo potrebno postoriti, pa smo mogoče bili v nekih trenutkih še premalo aktivni, ampak potem, ko slišiš strani mladega, kaj dejansko potrebujemo, je to na nek način tudi pravšnji ali pa zadostni argument za to, da se aktivno lotiš posamezne stvari. Pri mladih smo se odločili, da bomo skupaj pripravljali naprimer razpis za dodelitev stanovanj izključno mladim. Tega do sedaj ni bilo. V tem letu se je pripravil pravilnik, pripravila se vsa potrebna pravna podlaga, zato da lahko v naslednjem letu razpišemo prvi takšen razpis, kjer bomo 5 stanovanj podelili izključno mladim. Potem smo seveda jih vključili tudi v razpravo na različnih projektih. Največji ali pa najpomembnejši projekt je zasnova urbanega parka, ki ga načrtujemo v naslednjem letu in brez prispevka mladih, kaj si želijo na tem področju, je seveda znova lahko zelo neodgovorno. Vedno znova moramo vključevati v te ključne odločitve tudi tiste akterje, ki bodo seveda na koncu ta segment ali pa ta projekt, to vsebino uporabljali. Mladim smo priskočili na pomoč tudi pri višini denarne pomoči za novorojence, pa znižali smo seveda komunalni prispevek za 50% pri njihovem reševanju prvega stanovanjskega vprašanja. Že danes smo sprejeli tudi odločitev, da bomo v naslednjem letu subvencionirali kredite, stanovanjske kredite, kjer smo rezervirali 15.000 evrov v proračunu mestne občine Velenje in tako naprej. Pri starostnikih smo sprejeli dogovor za sistemsko reševanje financiranja društev upokojencev, to smo tudi takoj realizirali. Dogovorili smo se tudi, da zaključimo z pravnimi postopki, kar se tiče doma upokojencev, da smo lahko potem upokojencem pravzaprav namenili celoten objekt, tudi svoj del zemljišča smo jim odstopili, zato da lahko izvajajo različne vsebine za njihove uporabnike. Aktivni smo bili pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij, dovoljenj in tudi financiranju doma za varstvo odraslih, kjer smo prišli že do te točke, da v kratkem lahko pričakujemo začetek nadgradnje doma za varstvo odraslih. Na območju Žarove smo se odločili, da bomo zgradili oskrbovana stanovanja. Projektna dokumentacija je pravzaprav že pripravljena, imamo vloženo za gradbeno dovoljenje, naslednje leto bomo začeli z realizacijo tega. Pa tudi nekaj vprašanj je bilo dostopnosti do zdravstvenih institucij in vsega ostalega in tudi tukaj smo seveda te ključne akterje potem povezali in poiskali ustrezne rešitve. Tako da so ti generacijski forumi izjemno pomembni. Zadnji, ki je bil, je pa bil iz področja izobraževanja. Zakaj izobraževanja? Izobraževanje je pravzaprav ključen segment prestrukturirane premogovne regije. Če ne bo izobraževanje sledilo vsem potrebam, vsem spremembam, potem bomo seveda zelo težko se učinkovito prestrukturirali in se nam bo dogajalo, da bodo mladi seveda iskali svoje priložnosti nekje drugje. Mi pa se tega ne smemo, ne želimo privoščiti in zato smo tudi seveda izvedli ta izobraževalni forum in na tem področju mislim, da nas čaka še kar veliko izzivov. Gospod župan, ko vas takole poslušam, se mi zdi, da ima za vas dan 24 ur premalo časa, da bi naredili vse to, kar govorite. Omenili ste, da vam je zelo pomembno, da ste na terenu, da imate ta konkreten stik z posameznikom. Zato obiskujete tudi številna podjetja. Ja, povezanost lokalne skupnosti z podjetji, z gospodarstveniki je seveda izjemno pomembno. Po eni strani zaradi tega, da vidimo, v kakšni kondiciji so posamezna podjetja in po drugi strani seveda, da vidimo,
in občutimo, kaj lahko od posameznega podjetja pričakujemo v prihodnje. To smo dosegli. Preko 30 podjetij sem sodelavci obiskal v zadnjem letu. Bilo je izjemno zanimivo, izjemno poučno. Šele takrat tudi vidiš, kaj vse pravzaprav v našem mestu nastaja, kateri produkti, in smo lahko izjemno ponosni na to. In če sem iskren, gospodarstvo, podjetništvo je v Velenju v zelo, zelo dobri kondiciji. Izjema so ali pa nevarnosti so seveda na področju energetskih družb, pa mogoče delno tudi Gorenja Hisense, ki je v tem trenutku zelo stabilno podjetje, pravzaprav so zelo uspešni in upam, da bo to trajalo v nedogled. Vsa ostala podjetja pa pravzaprav izjemno razvojno naravnana, iščejo kadre, iščejo razvojne priložnosti in konec koncev v Sklad za pravičen prehod smo iz tega okolja identificirali preko milijardo evrov projektov skupaj z gospodarstveniki in zato je to tako pomembno, da se slišimo, da vidimo, kje se lahko povežemo, kje lahko naredimo partnerstva, kaj lahko lokalna skupnost naredi, koliko poslovnih prostorov ali pa poslovnih con sploh potrebujemo za obstoječa podjetja. Vse to pravzaprav gre z roko v roki. In poslovna cona, ki nastaja v Pesju oziroma v Stari vasi, v Pesju bo nekoliko kasneje, zelo lepo raste, se širi. Pred kratkim sem ravno imel razgovor s 5 potencialnimi investitorji, katerim bomo poskušali po najboljših močeh pomagati, da bodo prišli tukaj v to okolje, da bodo tukaj v najkrajšem možnem času zgradili proizvodne enote in če bomo vse to, kar načrtujemo, realizirali, potem me pravzaprav za delovne mesta niti ni toliko strah v sklopu prestrukturiranja. Predvsem bomo imeli potem izzive na področju toplotne oskrbe. Zelo pomembno je, da ljudi osveščate o tem, da podpiramo vsi skupaj domače gospodarstvo, domače lokalne ponudnike. Zato je še posebej ta srčna gesta, da obiskujete kmetije tukaj v Šaleški dolini. Pravzaprav, recimo, ko pogledamo tudi te fotografije pa posnetke vaših obiskov, se marsikdaj sploh ne zavedamo, kaj imamo tukaj doma. Ja, ko sem začel s temi obiski, v smislu, dobro, teh nekaj kmetij v Velenju bomo pa že obiskali. Ampak potem, ko dobiš podatek, da je teh kmetij preko 300, potem se zaveš, kako zelo razvejano je to podeželje tudi v naši občini, čeprav si velikokrat tega ne želimo priznati. In se mi zdi, da tudi z to gesto, z obiskom, preprostim obiskom posameznih kmetij pokažeš spoštovanje do njihovega dela in se tudi zaveš, ko vidiš, kaj vse pridelujejo, koliko dodane vrednosti pravzaprav ustvarjajo v našem okolju. In če sem kaj ugotovil, sem ugotovil na teh obiskih predvsem to, da je potrebno te naše javne zavode še bolj povezati z temi kmetijami, iskati še več sinergij, zato da smo resnično čim bolj samooskrbni in da poskušamo čim več teh domačih pridelkov seveda prinesti na krožnike naših otrok, nas in seveda tudi vseh ostalih. Zato mestna tržnica zelo dobro živi, javni zavodi morajo čim več teh lokalnih pridelkov seveda kupiti, dobaviti tukaj v našem okolju in to je pravzaprav ključ do uspeha in vidim, da so tudi kmetovalci zelo zadovoljni, da je tu pa tam še seveda kakšen predlog, kaj je potrebno še izboljšati in me veseli, da imamo v Velenju seveda tudi dober posluh za to področje in da tudi zagotavljamo neka finančna sredstva, na kar so še posebej izpostavili, da so hvaležni znotraj proračuna mestne občine Velenje, s čimer seveda pomagamo potem tudi pri nabavi kakšne strojne opreme ali pa pri nekih drugih izzivih, ki jih imajo. Pa so bili ti predstavniki kmetij zadovoljni, veseli, ko ste jih obiskali, so si malo oddahnili od tistega napornega dela in tudi vi konec koncev prisegate na domače lokalne izdelke? Ja, vedno, če je le možno domače izdelke, kar mi doma ne uspe skupaj z ženo na vrtu, potem pravzaprav smo prisiljeni oditi na tržnico in tam dobaviti vse tiste stvari. Ja, zelo pomembno je to, veliko veselja je, ko prideš, veliko pozitivne energije in občutek, kaj vse delajo
ti naši kmetovalci, je res neizmeren. Pa tudi nevarnosti, ki so, veste, da so pravzaprav njihove plače, njihovi pridelki mnogokrat odvisni od narave, ki je tako ali tako zelo nestabilna. In tukaj je seveda tudi potrebno, takrat, ko je to potrebno, še toliko prej pomagati, zato da je teh vplivov okolja čim manj in da so seveda, da resnično imamo čim več domačih izdelkov in domače predelane hrane. Je pa veliko mladih gospodarjev in te stvari se potem prenašajo iz roda na rod. Ja, pravzaprav na vsaki kmetiji so mladi gospodarji, moje generacije, nekateri še mlajši. Se mi zdi, da je to zelo prijetno videti in so to prijetni občutki, da pravzaprav kmetija vidiš, da ne propada, ampak da dejansko gre z generacije v generacijo. In to je kot domače družinsko podjetje, ko živiš z njim, ko pravzaprav daješ dušo za vse to, to je nekaj najlepšega, kar lahko vidiš. Tudi v tem predprazničnem času ste pripravili kar nekaj sprejemov. Koga ste gostili? V mesecu decembru smo obeležili Mednarodni dan invalidov. Približno 3000 invalidov, kar seveda pomeni približno 10% prebivalstva ima status invalida v mestni občini Velenje. Ta številka je, lahko rečemo, kar visoka, zato se mi zdi, da je potrebno temu področju oziroma tem skupinam ljudi namenjati še posebno pozornost. Velikokrat smo v zadnjih letih tudi razpravljali o tem, kaj je še za potrebno postoriti za lažje dostopne storitve invalidnim osebam. Tudi kolesarske steze so pravzaprav del tega, da se lažje prestavljajo iz ene točke v drugo točko. Imamo veliko odličnih organizacij, ki skrbi za to vrst ranljivih skupin in se mi zdi, da moramo tem skupinam ljudi, tisti, ki seveda želijo delati, ki želijo se vključevati v naše procese, to tudi omogočiti. Sprejemili smo tudi prostovoljce. Vsaka beseda je seveda na mesto, karkoli bi povedali o prostovoljcih, kaj so pravzaprav dali naši skupnosti v teh časih. Že tako ali tako, ko ni kriznih razmer, so izjemno aktivni. V teh kriznih časih pa seveda se moraš znati zahvaliti. Veliko je bilo, pravzaprav vsakodnevno so bile med nami stiske ljudi, so bili med nami ljudje, ki so nekaj potrebovali in so, če smo se lahko na koga zanesli, smo se lahko na prostovoljce. Vedno so priskočili na pomoč, brez kakršnih koli vprašanj, kadarkoli je to bilo potrebno. In to ima Velenje. Velenje ima to v sebi in na to področje moramo biti izjemno ponosni. In če me je kaj razjezilo in če sem bil kdaj slabe volje, sem bil pravzaprav takrat, ko sem slišal enega izmed svetnikov, ki je dejal, da so to plačanci. Skratka, tega si ne bi smeli dovoliti. Moramo znati spoštovati in ceniti te ljudi, ki ne zahtevajo pravzaprav nobenega plačila, vse skupaj pa delajo z dušo in srcem. In več kot bo takšnih ljudi, lažje nam bo in manj bo seveda tudi stisk med nami. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vedno poudarjate, da čisto vsak občan in občanka je zelo pomemben v našem mestu. Velik poudarek dajete tudi mladim, kar ste že prej omenili, na nek način, da po končanem študiju, da se vrnejo v naše mesto in tukaj tudi ostanejo. Kako je torej poskrbljeno za mlade? Za mlade je dobro poskrbljeno, bo pa še boljše poskrbljeno. To lahko pravzaprav z gotovostjo trdim in obljubljam, da vse, kar bo mogoče v prihodnosti početi, bomo počeli z mislijo, da je potrebno sprejemati odločitve, da imajo mladi nekaj od tega. Kvaliteta življenja tukaj seveda ni vprašljiva. Vprašljiva je predvsem, vprašljiva so stanovanjska vprašanja, na primer, da pravzaprav mladi zelo težko dostopajo do teh stanovanj. Zato smo tudi sprejeli vse tiste ukrepe, ki smo jih v letošnjem letu že izvedli. To, kar lahko obljubljam, je, da pri prvi stanovanjski gradnji, ki se bo izvedla, da bo pravzaprav zelo velik del teh stanovanj namenjen mladim družinam.
da bo v neposredni bližini tega stanovanjskega kompleksa ali celo v tem stanovanjskem kompleksu tudi vrtec, skratka, da bodo starši lahko otroka odložili in potem odšli na delo. Drugo vprašanje je seveda zaposlovanje. Tukaj smo z gospodarstveniki zelo veliko v navezi, tudi z novim direktorjem Rokom Planklom veliko o tem razpravljamo in sem prepričan, da bomo tukaj z temi novimi investitorji, ki bodo prišli v naše okolje, razširili tudi ponudbo na trgu dela. Mi se moramo zavedati, da mladi danes se ne odločajo več za energetiko toliko, predvsem pa za premogovništvo, ampak da moramo bazirati na nekih visokotehnoloških razvojnih komponentah, ki so povezani bodisi z obnovljivimi viri, ki bodo tako ali drugače naša prihodnost, da želimo tukaj, da imamo čim več IT-evcev, da razvijamo te pametne forme, kar je nujno potrebno, da je robotika eden poseben izziv, kajti vse skupaj se robotizira in tukaj lahko brusimo ta potencial. Skratka, na teh segmentih ne smemo zanemariti zdravstva. Tudi zato je na področju zdravstva kar nekaj odprtih vprašanj, farmacije. Vse to so priložnosti in tukaj že imamo nekatere načrte, o katerih še javno ne želim preveč razpredati, ampak če bo to se implementiralo v naše okolje, kar načrtujemo, potem so pravzaprav to tudi neke vrste poklici, ki bodo ponudili neko dodatno ponudbo na trgu dela. In to pa so poklici z višjo dodano vrednostjo in to pa seveda mlade zanima. Tako da, če bomo sledili tudi na področju izobraževanja, kar sem že prej povedal, potem bomo ta krogotok sklenjen in bo pravzaprav naše mesto zelo prijazno mesto za družine, tako kot smo že nekajkrat danes rekli. Če ste zdaj govorili o mladih, pa spregovoriva še o starejših. Prebivalstvo se stara, imate pa velik posluh tudi za starejše ljudi, ki na nek način potrebujejo tudi pomoč. Kako se soočate torej s starejšim prebivalstvom? Lahko rečem, da se tudi z tega mesta zahvaljujem za zelo dobro sodelovanje z pravzaprav vsemi društvi upokojencev, ki so v Velenju, da vedno, ko kaj potrebujejo, sicer potrkajo na vrata, če sem iskren, njihove zahteve so, lahko rečem, vedno večje. Pa smo vedno bili pripravljeni pomagati, vedno smo se usedli za skupno mizo in tudi vedno poiskali rešitev in ko vidiš, kako malo je včasih potrebno, da so ljudje zadovoljni, potem je seveda vse skupaj veliko, veliko lažje. In to dobro sodelovanje se odraža tudi v ponudbi našega mesta za starejšo populacijo, kjer pravzaprav sproti se soočamo z različnimi izzivi in jih tudi uspešno odpravljamo. Zelo pomembno se mi zdi zdravstvena oskrba, to sem že večkrat povedal, da so pokojnine mizerne, tako kot pravzaprav minimalne plače. Tudi zaradi tega smo v Velenju se tudi v letošnjem letu odločili, da bomo v prihodnje še povečali ta delež subvencij in pomoči našim skupinam ljudi. Naslednje leto bomo približno 1,3 milijona evrov namenjali za socialno košarico, torej za vse tiste brezplačne storitve, ki jih zakon sicer ne predvideva, ampak mi jih bomo kljub temu izvedli, da bomo približno 2,1 milijon evrov dali za subvencije različnih storitev, za plačevanje položnic, od toplotne energije, vodooskrbe, grobnih mest, do nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tudi vrtci so tukaj v več kot višini pol milijona evrov. Vse to so storitve in pa še posebej, kar je za starostnike še toliko pomembnejša pomoč na domu, to je storitev, na katero so starostniki tudi opozarjali v preteklosti. Center za socialno delo je dejal, da tega ne bo več izvajal. Jaz sem takoj potem stopil v kontakt tudi z direktorico Doma za varstvo odraslih. Smo poiskali rešitev in smo to storitev prinesli na Dom za varstvo odraslih, ki danes izvaja to storitev. Tudi tukaj bi se cene položnic morale dvigniti
pa smo tudi to v letošnjem letu preprečili in bomo seveda ta sredstva zagotavljali v proračunih. Je pa potrebno vedeti, da vsa ta društva, ki so tako upokojenska kot tudi ostala, imajo prostore, imajo svoje prostore. Mi za vsa društva v Velenju namenjamo približno 70 000 evrov za obratovalne stroške, pa še 1 milijon evrov zraven potem dajemo tudi za različne programe, ki jih vsa ta društva izvajajo. Skratka, veliko je teh sredstev in to je tista dodana vrednost. Velikokrat se vprašam, kaj vse bi lahko s tem denarjem naredili. Ja, marsikateri vodovod, marsikatero cesto, marsikatero kanalizacijo, ampak to seveda pomeni, da bi ljudje vse težje preživljali iz meseca v mesec, istočasno bi imeli pa pred hišo nov asfalt, kar seveda se mi zdi, da je pomembneje, da lažje preživijo skozi mesec in da tisti asfalt bo že prišel na vrsto, takrat, ko bo do sredstva za to na razpolago. Se pa v Velenju spopadate tudi z izzivi, ki bodo bistveno vplivali tudi na prihodnost našega mesta in vaš glas, gospod župan, se zelo dobro sliši tudi v prestolnici v Ljubljani. Ja, nekaterim, to sem že večkrat dobil tudi plasirano nazaj, sem kar trn v peti, kajti velikokrat se oglašam. Včasih sem že sam sebi tečen, če sem iskren, sploh kar se tiče področja prestrukturiranja, pravičnega prehoda, 5000 delovnih mest, toplotna energija, država mora poskrbeti. Skratka, resnično bi tudi z tega mesta želel ljudem povedati predvsem to, da to ne pomeni, da se ukvarjamo izključno s tem vprašanjem. Ampak ta vprašanja so ključna za našo prihodnost. Ravno pred dnevi, ko sem gledal eno oddajo, kjer so nastopali tudi naši knapi, ti ljudje so seveda zelo močni ljudje, a istočasno jih je strah za prihodnost. In mi moramo znati tudi te v Ljubljani prepričati, da so to pravzaprav osebna vprašanja, da so to osebne izpovedi, ki so zelo kompleksne in težavne. In če ne bomo sprejemali odločitev in če ne bomo pripravljali dokumentov, iz katerih bo ta javnost, ta knap videl, znal razbrati, da je poskrbljeno za njegovo varnost, potem smo pravzaprav ne dosegli ničesar. In jaz bom vedno vztrajal pri tem, da dokumenti, ki nastajajo, morajo jasno povedati in pokazati in dati javnost to zaupanje, da je to dokument, da bodo to odločitve, ki bodo seveda poskrbele za vsakega posameznika. In ne želim, da ljudje, ki danes živijo v našem okolju, ki delujejo znotraj premogovnika ali pa drugih odvisnih družb, živijo v strahu. Zakaj? Tega si ne zaslužijo, si ne zaslužimo. Preveč smo dali, bom rekel, naši Sloveniji v energetskem smislu in želim, da se to sliši, želim, da je to jasno vsakomur in da to spoštuje in ceni. In ko bo to spoštoval in cenil, potem bo tudi veliko lažje sprejemal odločitve, ki bodo šle v dobrobit te regije, pa tudi celotne Slovenije. Gledalke in gledalci, moram poudariti zdaj, morda vi niste tega zaznali, jaz pa sem. Župan, pri tem odgovoru ste bili zelo, zelo čustveni. Sem videla te vaše iskrice v očeh, kako se borite res za knape. Ker če ima človek enkrat opravek s knapom, ve, kakšni srčni, delovni ljudje so to. Ja, je veliko čustev pri tem, pa tudi veliko jeze, kajti eno leto se ukvarjamo pravzaprav z istim vprašanjem. S tem, da prepričujem ljudi, odločevalce na različnih ministrstvih, da pravzaprav 5000 delovnih mest ni kaj dosti. Če za to država ne zna poskrbeti, potem jo je lahko sram. Če imamo ambiciozen načrt izstopa iz premoga in da nismo ambiciozni pri pravičnem prehodu, potem brez veze, da karkoli počnemo. In tukaj mislim, da je pravzaprav to vprašanje, kaj ti ljudje čutijo, kaj si ti ljudje ne želijo kaj dosti, ampak želijo si to, kar imajo danes. Skratka, zagotovljeno delovno mesto, plačo takšno, da lahko preživijo in ključno pri tem, da tudi vsi tisti, ki imamo danes delo, ki imamo plače in ki imamo otroke,
da se zavedamo, da so to delovna mesta, ki jih je potrebno ustvariti tudi za naše otroke. Če 5000 delovnih mest izgine iz tega okolja, potem teh delovnih mest ni več. In jih ni ne za sedanjo generacijo in tudi za prihodnje generacije. Ne. In to je naše zavedanje, to je naše prepričanje in sem takrat še po moje bolj motiviran, ko mi nekdo reče, da sem že malo preveč vsiljiv s temi zahtevami, da še toliko bolj vztrajam pri tem. In ja, kar nekaj dopisov je bilo z moje strani, kar nekaj klicev, kar nekaj tudi obiskov neposredno pri različnih ministrih, dopisov predsednikov vlade in vsega ostalega. In s tem ne bomo odnehali, dokler seveda ne zagotovimo, da bodo dokumenti izkazovali, da gremo resnično po stopinjah pravičnega prehoda. Kakšna pa je trenutna slika, torej zapiranje premogovnika, prestrukturiranje? Ja, zdaj v zakulisju se veliko dogaja, manj pred kamerami, strategija verjetno bo zdaj sprejeta. Kaj bo v tej strategiji zapisanega, pa žal vam še na tem trenutku ne znam povedati. Če ne bo strategija takšna, kot si jo želimo, potem sem že večkrat povedal, se pod takšno strategijo ne podpišem, potem to za mene ni pravičen prehod. Če bodo pa upoštevali stališča lokalnih skupnosti, sindikatov, potem pa nimam dobenih težav, da tudi pohvalim to vlado, da se je pripravila dober dokument in da je to dobra osnova tudi za sprejem obeh zakonov, v katera moramo biti vključeni in potem bo vse skupaj seveda veliko, veliko lažje. Še en zelo pomemben izziv je pred vami toplotna energija. Toplotna energija je seveda poseben status, ki je pravzaprav, kot sem že dejal, lahko še veliko bolj pereč kot delovna mesta. Predvsem zaradi tega, ker večkrat predstavniki Ministrstva za infrastrukturo povedo, da je to lokalni projekt, da so to pravzaprav lokalne gospodarske službe, za katere mora poskrbeti lokalna skupnost. Pa jim vedno znova povem, kako naj lokalna skupnost poskrbi za 140–150 milijonski projekt s proračunom, ki ga ima in z investicijskim kapitalom, ki ga ima. To je nemogoče. In mislim, da gre včasih prav za namerno potikanje, za namerno provociranje. Zato smo jasno povedali, da pričakujemo, da bo država sistemsko uredila financiranje pravičnega prehoda in da bo zagotovila tudi finančna sredstva za nadomestni toplotni vir. Imamo podnebni sklad, kjer se iz Termoelektrarne Šoštanj steka preko 100 milijonov evrov. V vseh teh 10 letih bomo dali krepko preko milijarde evrov. In da se ta sredstva ne morejo ali nočejo stekati nazaj v našo regijo, tako za toplotno oskrbo, tako za gospodarstvo, za zelene projekte, to je zelo žalostno. In tudi pri tem bomo seveda vztrajali, moramo zagotoviti, da se sredstva vračajo in moramo zagotoviti dovolj sredstev, da bomo zagotovili pravičen prihod. Nemčija ima 40 milijard evrov samo za prestrukturiranje, ki jih da država, brez evropskih sredstev. Pri nas je pa na razpolago 235 milijonov evrov evropskih sredstev in nič evrov strani države. Skratka, tu je narobe svet in tukaj moramo narediti preboj in moramo biti slišani za to, da bo ta režim, ta sistem spremenjen. V zadnjem času se veliko govori tudi o zobozdravstvu. Ja, nažalost je teh zdravstvenih vprašanj bilo v preteklem obdobju kar nekaj. Mi imamo znotraj zdravstvenega sistema eno slabost, da o čemerkoli se začnejo med seboj pogovarjati, to pride navzven, to pride do kakšnega opozicijskega svetnika, ki da zobozdravstvo potem samo še predznak, privat zobozdravstvo in potem seveda prije zgodba ven, da se zobozdravstvo privatizira. Žal mi je, da je temu tako, da poskušajo nekateri z lažmi vnašati ta nemir v našo skupnost. Lahko pa z tega mesta zatrdim, da zobozdravstvo se ne bo privatiziralo v nobenem primeru, da v tem primeru, ko je bilo govora zgolj o tem, da je direktor preverjal, ali je možno oziroma izrazil željo, da bi na eni lokaciji
na skupni lokaciji imel komplet zobozdravstvo, tako z javnim delom, kot seveda tudi z zasebnim delom, da bi istočasno v Velenje poskušali pripeljati tudi nekatere specialistične ambulante, tako da bi resnično postal to velik, pomemben zobozdravstveni kompleks in da je ena izmed možnosti lokacij tudi znotraj območja Stare vasi. Jaz sem to šele kasneje potem seveda zvedel, preveril. Skratka, o privatizaciji tudi sem upravil razgovor z direktorjem. O privatizaciji v nobenem smislu ni bilo govora. Je nekaj želja po kakšni koncesiji, tega ne smem zanikati, ampak te želje so izrazili zdravniki. Koncesija je pa nekaj drugega kot seveda privat zdravstvo. Danes imamo odlične koncesionarje tudi v naši mestni občini, dr. Lahovnikovo in še bi jih lahko naštevali, s katerimi so ljudje izjemno zadovoljni in je potrebno ločiti, kaj je javno zdravstvo, kaj je zasebno, kaj je koncesija. Skratka, privatiziralo, dokler sem jaz župan, se ne bo, to lahko pa zagotovim in primarno zdravstvo lahko samo še napreduje. Napreduje pa s to idejo, kot jo ima direktor. Danes je pravzaprav sprejet zakon o investicijah v zdravstvo in mi moramo pripraviti tudi projekte znotraj zdravstvenega doma Velenje, da bomo poskušali nekaj sredstev pridobiti, da bomo dvignili kvaliteto storitev in dostopnost do primarnega zdravstva. Je pa mestna občina Velenje v letošnjem letu kljub omejitvam in korona času realizirala kar nekaj pomembnejših investicij. Kaj bi tukaj izpostavili? Ja, seveda, vsi poznajo večje investicije, to sem prepričan. Našo Visto, ki je bila zaključena, potem tudi v začetku leta pridobljeno uporabno dovoljenje, zelo lepo območje Starega Velenja, ki je pravzaprav eno, kot sem že večkrat dejal, najlepših delov našega mesta. Mi smo tukaj v tem kontekstu še seveda ta projekt razširili, tako da ravno v tem trenutku bomo obnovili cestišče do Vile Bjanke še, pa smo hišo podrli in potem na tem mestu zgradili tudi parkirišče. Prva potopna zbiralnica v Velenju je ravno na območju Starega Velenja, tako da je to sigurno zelo dober projekt. Kolesarske povezave, ki so se zgradile z tega mesta, tudi še mogoče, lahko rečemo, novoletno darilo, kajti tega projekta smo resnično zelo veseli, da so pravzaprav tik pred začetkom del tako kolesarska povezava proti Spodnji Savinjski dolini, torej Vinska gora, Dobrna, in pa proti Hudi luknji, torej ta dolgo pričakovana koroška navezava, in to so resnično projekti, ki so se odvijali v preteklosti na območju kolesarstva in ki se bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Zame so pa zelo pomembne tudi investicije po različnih krajevnih skupnostih, od Cirkovc, Vinske gore, Plešivca, Podkraja, Šentilja. Pravzaprav v vsaki Vinski gori smo kaj postorili in tudi v naslednjem letu bomo. Tako da mi je še posebej pri srcu, ko pridem pravzaprav na otvoritev nekaj 100 metrov cestišča v kakšno našo podeželsko vasico, koliko veselja, koliko sreče je zaradi tega. To je nekaj najlepšega, kar lahko občutiš, in ja, sem vesel, da so ljudje sprejeli te investicije, da to spoštujejo in je resnično lepo videti to zadovoljstvo. Morda se na podeželju še toliko bolj opazi, da so ljudje zadovoljni, kot ste omenili, recimo 100 metrov obnovljene ceste. Ja, je razlika med urbanim središčem. Če bi znotraj urbanega središča odprl kak del ceste, potem dobiš kaj hitro, še to bi bilo potrebno, pa še to bi bilo potrebno. Na podeželju pa tega nekoliko manj. Je še tu pa tam potem kakšna pobuda, ampak tako pač je. Ampak sej je prav, da vedno znova dobimo kakšno pobudo, da se zavedamo, kaj si ljudje želijo in na takšen način seveda najlažje potem tudi sprejemamo odločitve. Katere investicije bodo pa v prednosti recimo prihodnje leto, pa ne samo prihodnje leto, prihodnja leta bova rekla? Za prihodnja leta imamo zagotovo premalo časa, investicij je ogromno. Lahko rečem, da v prihodnjem letu je ključen urbani park, ki sem ga že pred letom dni obljubil mladim, in ta urbani park ima že pravzaprav tudi vsa pridobljena dovoljenja, tako da računam nekje, da bi spomladi
ali pa poleti najkasneje začeli z deli. Čudovito mesto, čudovit projekt, tako da se ga veselimo. Približno $500 000 bomo namenili še zadnjih evropskih sredstev iz te finančne perspektive za obnovo avtobusnih postajališč, mislim, da 9 avtobusnih postajališč in pa 6 kolesarskih postajališč. Potem so seveda razne kanalizacije v Črnovi, nadaljevanje pločnika v Šentilju in pripravili smo pravzaprav program, da je v vsaki krajevni skupnosti kakšna investicija. Torej nismo na nikogar pozabili, tako da štartamo v naslednjem letu pravzaprav vse posod, kjer so potrebe. Vsega še vedno ne bomo, vsemu še ne bomo zadovoljili, tega se zavedamo, ampak v vsakem primeru se mi zdi to dobro. Veliko sredstev imamo rezerviranih tudi za državne ceste, Šaleška cesta, Kidričeva cesta, Škalska cesta. Za te ceste je minister obljubil, da se pričnejo izvajati v naslednjem letu. Mi participiramo seveda zraven tudi svojim deležem. Pripravljamo tudi projektno dokumentacijo za podvoz pri Esotehu, kjer je naša želja, da poiščemo tehnično rešitev. Mislim, da ta že obstaja in da bi pridobili gradbeno dovoljenje, da bi ta podvoz poglobili in bi celoten tovorni promet potem spravili po Partizanski cesti čez podvoz in s tem tudi razbremenili seveda Šaleško in pa Kidričevo cesto. Drugače pa veliko bo priprav na projekte za toplotno oskrbo, za staro elektrarno, skratka za projekte prestrukturiranja iz premogovnih regij in ja, veliko dela nas čaka. Velikokrat ste danes omenili krajevne skupnosti. So predstavniki določenih krajevnih skupnosti odzivni, pridejo do vas, povedo, kaj potrebujejo, kaj želijo in da se tudi krajani in krajanke nekako vključijo v samo delo? Ja, nekateri predsedniki celo prevečkrat pridejo, če se mene vpraša, ampak mi je všeč, da so vztrajni in da vztrajajo pri tem, kar seveda želijo. In ravno to se mi zdi ključen segment. Pred nekaj dnevi sem gostil tudi vse predsednike, jih povabil tudi na zaključno druženje, kjer smo pravzaprav pogledali, kako naprej, s ciljem, da smo se vsi zavedali in si dali zavezo, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnjem letu. Kot rečeno, za vsako krajevno skupnost je bilo poskrbljeno in teh želja je veliko več. In to vprašanje sodelovanja in odgovornosti, ki jo imajo predsedniki krajevnih skupnosti, je potrebno izpostaviti tudi takrat, ko govorimo o participativnem proračunu. Veliko je seveda želja, da bi uvedli ta participativni proračun, ki je lahko seveda dober segment, ampak ne znam si predstavljati, še enkrat povedano, da predsednik krajevne skupnosti, ki zastopa interese, ki je bil izvoljen na volitvah za to funkcijo, iz neke pripelje oziroma predlaga projekt, potem pa manjša skupina ljudi v njegovi krajevni skupnosti predlaga drug projekt. Ti pa za oba projekta nimaš dovolj finančnih sredstev in tukaj se mi zdi, da moramo izjemno paziti, da ne razvrednotimo dela predsednikov krajevnih skupnosti in seveda tudi vseh svetov. Članov svetov, jaz mislim, da je to njihova naloga, njihova odgovornost, zato so dobili tudi mandat na volitvah in lahko rečem za vse predsednike krajevne skupnosti, da so odlični predsedniki in da zelo dobro sodelujemo in da si želim seveda dobrega sodelovanja tudi vnaprej. Pred vami, gospod župan, je zelo zahtevno leto 2022. Konec leta vas čakajo tudi volitve? Ja, do teh je še sicer daleč, ampak bo verjetno kar hitro prišlo do tega. Niti ne razmišljam kaj dosti o tem trenutku še, če sem iskren. Želim pravzaprav vsak dan posvetiti razvoju našega mesta, vlaganju energije v svoje delo, v to, da puščamo neke sledi, dobre sledi. Čas za volitve bo pa seveda prišel. Kakšne bodo odločitve, bo seveda zanimivo videti. Jaz sem pa večkrat že povedal, največ je v ljudeh, odvisno od ljudi. Če vidiš, da imaš pri ljudeh neko podporo,
potem je seveda odločitev veliko lažje sprejeti, če ugotoviš, da te podpore nimaš. Mogoče tudi takrat lahko sprejeti odločitev, ampak mora biti ta odločitev seveda odgovorna. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Ko niste župan, ste družinski človek, športnik še vedno, vzamete si čas samo zase, čeprav ga je zelo, zelo malo. Kaj bi rekli, zakaj vam je Velenje tako všeč, če zdaj nimava funkcije, da ste župan, kot občan? Ja, bi se moral kaj večkrat v to vlogo tudi postaviti. Dolgo se že nisem, dolgo čas, ampak če tako gledam kot svoje družinske perspektive, ko smo na nek način z ženo in s hčerko sami. In živalmi. In živalmi, ja. Vse nažalost vedno ne moramo vzeti s sabo. Ampak ja, se mi zdi, da naše mesto veliko ponuja. Ima naravo, stik z naravo, ima ogromno dogajanja in pravzaprav ima vse, kar neka družina potrebuje za kvalitetno življenje. Še vedno so med njami ljudje, seveda, ki živijo v stiski, to je potrebno vedeti, na te ljudi je potrebno gledati. Če sem pa iskren, takrat, ko sem čisto svoj, čisto sam z družino, da mi tudi včasih paše, da se nekoliko umaknem od ljudi, da imam ta stik z naravo, da gremo nekam skupaj v teh zimskih časih smučati, drugače na kakšen pohod, da takrat nekoliko odklopim in tudi žena me takrat ne sme kaj dosti spraševati v službi, ker se mi zdi, da je to tudi najboljši recept, da se sprostim. Takrat, ko pa časa ni na pretek, pa imam redne športne aktivnosti, to, kar je vsaj za moje zaposlene iz kabineta župana sveto, kar se ne smejo dotikati, če le ni nujno potrebno teh nekaj 3 terminov na teden, kjer resnično imam tisto urco zase, da se zrekreiram, da napolnim baterije in da potem lahko pravzaprav 24 ur na dan delam za ljudi, za to skupnost. In tako pač je, ko sprejmeš takšno življenje, potem si ga sprejel in če se ne ukvarjaš, zakaj ti je to potrebno, potem je vse skupaj zelo lahko. Gospod župan, ko imate nekaj trenutkov samo zase, si predstavljate življenje brez telefona, ga date, tako po domače rečeno, na stranski tir? Če sem iskren, predtem ga nisem znal dati. Zadnjo leto, odkar sem župan, pa mi je to že uspelo in to mi je prvič v življenju uspelo in sem bil sicer na 2 dni zelo nervozen, potem se pa navadiš tudi na to, da živiš brez stresa, da pozabiš na vse, kar se naj bi dogajalo v tvojem domačem kraju. Ja, in tudi takšen čas, takšne trenutke potrebuješ. Seveda, še vedno pa, če bi bilo kaj nujnega, sem vedno na razpolago in ne bi nikoli pustil našega mesta na cedilu. Gledalke in gledalci, spremljali ste tokratno oddajo Župan z vami. Z nami je bil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Lepa hvala za prijeten pogovor. Ostanite srčni in zagnani pri delu še naprej. Zdaj pa še, kaj želite našim občankam in občanom ob bližajočih se praznikih in seveda v letu, ki je pred nami. Ja, dragi Velenjčanke in Velenjčani, verjamem, da ima vsak svojo življenjsko zgodbo, ki je prežeta z pozitivnimi in tudi žal negativnimi stvarmi. Ampak prazniki, ki so pred nami, so predvsem tista priložnost, ki seveda mora zagotoviti srečo, nasmeh, pozitivno energijo in pa seveda optimizem za vsak naslednji dan. In preživimo te praznike v krogu tistih ljudi, ki jih imamo najraje, ki nam največ pomenijo in ki nam največ tudi lahko dajo. In ne pozabimo na te ljudi takrat, ko bodo potrebovali našo pomoč, da tudi mi vrnemo vse to, kar nam drugi dajejo, tem ljudem. Hvala lepa za vaš prispevek, ki ste ga dali, za dobro sodelovanje, korektno sodelovanje in srečo je potrebno včasih tudi izzivati. In izzvali bomo to srečo zato, da bomo v Velenju čim bolj srečni in čim bolj zdravi ljudje. Srečno!